Tako da jaz bi počasi prešla na našega gosta, ki mene gosti. In kdo je to, to smo že povedali, da je to Dejan Jarič, živijo. Živijo, kako si? Super, tlele je tako lepo, pri tebi. Je tak mir, ne? Prvič je mir, drugič je toplo, tretjič je lepo, veliko lepš kot moja pisarna. Hvala. To je v bistvu tvoja ordinacija. Ja, terapevtska sobica, bom rekel, ne. Ja. Tako luštna, ne. Tako, ne. Ja. Cozy bi rekli po domače. Zdaj, tako kot na slikci, ne. Tako. Je tale kavč, kjer so moji klienti, klientke. Ja, tako Danes pa midva tule dobijo sediva. vodico na zlatem Tako. predpražniku, svečke in tako. Zdaj, Dejan Jarič je doktor klasične medicine, je transpersonalni psihoterapevt, je voditelj TV oddaj. Ene zaenkrat. Pa Trenutno na pauzi. Okej, no ne, zdaj moraš sprejeti kompliment. Ja, hvala. Ja. Potem je kaj še? Kljub temu, da je doktor medicine, še vedno študent, ne? Kaj pa študiraš? Ponovno, ja, na Quantum University, doktorat celostne, torej holistične ali integrativne medicine, ne. Tako da tega pri nas še ni, ne. Pa sem rekel, jaz sem vedno iskal nekaj v medicini, mi je vedno manjkalo, ne. Ta nadgradnja in sem pol našel tole, sem rekel, wow, to je pa zame, ne. Tako da sem rekel, gremo pa še v to smer, ne, še malo upgradeati oziroma nadgraditi svoje znanje, ne. Zdaj, si povedal, kaj to, omenil si besedo integralna medicina. Integrativna, ja. Integrativna, sorry. Ja. Integralni so špageti. Ja, tako. Ja. Integrativna v bistvu medicina vključuje, ne, vse najboljše, ne, torej ne izključuje ničesar, torej uporabi najboljšo iz zahodne, torej klasične medicine in seveda dodaja vse te starodavna znanja, ne, tradicionalnih ved, od kitajske medicine do ajurvede, do, ne vem, psihoterapije, do transformacije nezavednih vzorcev, kar je tudi posebna moja specializacija, ne. S tem se največ ukvarjam že praktično 15 let zdaj, delam z klienti na podzavesti, ne. Torej v bistvu gleda človeka kot celostno, torej holistično bitje, ne, ki je seveda v osnovi duhovno bitje in seveda ima vsa telesa, torej karmično, mentalno, čustveno, eterično in fizično, in na vseh telesih v bistvu so lahko določene blokade, določene v bistvu travme, zapisi in tako naprej. In v bistvu delamo podporno, ne, na vseh nivojih, da v bistvu vzpostavljamo telesno ravnovesje, ne. Tako da v bistvu samo klasična medicina za moje pojme je premalo, ne, je potrebno v 21. stoletju zdaj nadgraditi z celostnimi pristopi in upoštevati človeka res kot celostno bitje, zato da lahko tudi preprečimo določena stanja, torej določene bolezni, ne. Torej integrativna medicina deluje tudi preventivno, recimo z načinom prehrane, z načinom dihanja, z redno meditacijo, z delom na podzavesti, ne. So določeni programi, tehnike in tako naprej, ki se jih da naučiti, da človek potem to sam tudi izvaja doma, ne. In na ta način v bistvu pomagamo človeku, da ohranja zdravje, ne, da preprečuje, ne vem, tudi kronične bolezni, hipertenzijo, ne, sladkorno bolezen, torej nevisok tlak, sladkorno, ne vem, srčno-žilna obolenja, ki vemo, so še vedno številka 1 smrti, ne, infarkt in tako naprej, ne, ateroskleroza, zamaščene žile. Torej vse to se da preprečiti z načinom vedenja oziroma načinom življenja, ne. Z preventivnimi principi, ne, z omejevanjem stresa oziroma, ne, preprečevanjem oziroma z rednimi principi, recimo meditacije, da pazimo na hrano, na gibanje in tako naprej. Tako da integrativna medicina je tak celostni spekter vsega, kar lahko človek v bistvu počne, da v bistvu ohranja nek balans na vseh nivojih, neko ravnovesje in da v bistvu ohranja svoje zdravje. Ja. Kaj pa je transpersonalna psihoterapija? S tem se pa ukvarjaš vsak dan. Tako, vsak dan imamo kliente, klientke. To v bistvu transpersonalno pomeni nadosebno, a ne. Torej pomeni nekaj, kar gre onkraj osebnosti, a ne. To pomeni, da v bistvu človeka v bistvu vidimo kot ta popolni potencial, kot v bistvu bitje, ki je v bistvu samo po sebi čisto okej, ne. Mi kot duša, ne, ki ne bi bilo, mi kot duša, zavest, ne,
pač prihajamo seveda po določene izkušnje na ta naš planet, ne, Zemlja, ne, moj planet. Ja. Ne. Seveda nosimo pa stvari tudi od prej, a ne, in smo na nekih nivojih poistoveteni, ne, z našimi telesi, z našimi vzorci, z občutki, s koncepti, z obljubami, torej z vsem, kar smo mi pač prinesli že s seboj in vse, kar smo mi kot otroci, ne, doživeli, torej vplivi vzgoje, kulture, izobraževanja, filmov, starši, a ne, so nam dali določene programe, ne. Doktor Lipton je tukaj, ne, dokazal, da otrok do 7. leta je v tako imenovanem teta stanju, 4 do 6 hercev, in je v bistvu v stanju hipnoze. In v bistvu vse informacije, ki jih dobi od staršev, od okolice, absorbira vase in vzame za svojo resnico. Ne, če mu, ne vem, mama reče, to nisi dobro naredil, otrok si razloži tako, nisem dovolj dober, a ne. On si ne zna še s svojim stanjem nerazumevanja Meni so razložiti. pri 4 letih rekli, da nimam posluha in še zmeraj verjamem, da zdaj moram na terapijo hoditi. Ja, zdaj rabiš čiste to, ne. Ja, in Kar je te otrok. živo so nam rekli, ne, da Ja, ne govorimo o rekli. učiteljicah, Tako, ne. dobronamernih najbrž, Ja, ja. babicah, a ne, Ja, ker vsaka oseba, ki pač deluje z nami, deluje iz svojih s vzorcev. grdo roko. Recimo, ne, ja, iz svojih Grdo vzorcev, ne, v bistvu dostikrat smo bili sojeni, smo bili, a ne, pač ne, nalepke so nam dajali, etikete, ne, to je potem bova šla na to temo, ne, nasilne komunikacije in kako preidati iz te nasilne v sočutno, ne, da se slišimo, ne, to je potem naslednja faza, ne, ampak ja, vsi smo bili nekako sprogramirani in smo na neki ravni roboti, ne, večina ljudi, če ne dela na sebi, je v bistvu teh sprogramiranih robotov, ki so kot na avtopilotu, na hrčkovem, ne, tem Moram lesu, službo, moram to, tako, moram to. moram pospraviti, moram Ja. posesati, moram... Vse, ne, kaj vse moramo, ne, in v bistvu izgubljamo stik s sabo in smo non-stop v eni tej podgajni dirki, ne, na adrenalinu, na kortizolu, na stresnih hormonih, v bistvu, in to seveda na dolgi rok pelje v bolezni. To je danes dokazano, nešteto študij narejenih, ne, kronični stres vodi v bolezni, srčno-žilne, v depresijo, v anksioznost in tako naprej. Sistem hoče, da smo bolni. Sistem pač je narejen, kot je narejen, ne, zdaj. Ali nas hoče izžeti najprej. To je itak je Ja. problem, ne. Dajmo čim več iztržiti iz tega človeka, ne, da ga res izkoristimo, kar se da, za tisto plačo, Ker ne. jaz vidim okrog sebe, ne, sem tudi jaz vpletena v to, ogromno izgorelih, Ja, utrujenih veliko, ja, se srečujem vsak dan. ljudi, ki dejansko so na robu, a ne, ali psihofizično na robu, se pravi, da jim je težko, da ne zmorejo več, pa še kljub temu grejo čez sebe, gremo čez sebe, zato ker moramo končati revijo, moramo še to, ker Kaj vse je treba, ja, ne. ja. In zdaj pa kako iz tega se izviti ven? Ja, že ena osnova, no, ki je dobra, v bistvu, da rečemo namesto moram, ne, izberem, ker tako želim, torej, ker mi je pomembno kaj, in v bistvu izrazimo tisto potrebo, ki si jo s tem zadovoljimo, ne. Ne vem, izberem, da grem danes ob 10 spat, ker mi je pomemben počitek, naspanost, a ne, notranji mir, dobro počutje, zdravje, a ne, zdravje. Zato izberem, da grem, ne vem, ob 10 v posteljo, a ne. In tako bo tista moram, ne, izgubil ta prizvok, da nekaj moramo, ker tisto, kar moramo, se upiramo, a ne. Ne maramo te besede moram, načeloma ljudje, ne. Takoj se v nas sproži nek odpor. Če pa mi v bistvu namesto tega rečemo izberem, ker mi je pomembno to in to, torej označimo oziroma ozavestimo potrebo, ki jo s tem zadovoljujemo, je pa to bistvena razlika. Glih, mislim, da 2 dni nazaj sem imel eno klientko, ki sem ji dal to nalogo, da namesto moram zdaj govori izberem, ker tako želim, in je rekla, da je imela ogromen napredek, da je veliko manj v bistvu odpora imela, da recimo za učenje, ne, samo s tem, ko je zamenjala to izrazoslovje, ko je nadomestila to besedo moram z izberem, ker si želim. Tako, je prevrednotila in je v bistvu res ozavestila, kaj je tisto v ozadju, in je potem res to izbrala in ni imela več odpora do učenja, ne vem, odpora do česarkoli, ne, ker je v bistvu čisto druga percepcija, ne, in spremenila pogled na svet. Kako se zdaj vrneva malo v preteklost, ne? Ja. Ti si bil fantek, se rodil v urejeni družini, mamica je profesorica, Ja, šel si na bežigrajsko gimnazijo, imel si petke, ja, by the book, vse, by the book, kaj mora biti. prišel si na medicino, ker redko kdo, a ne prideš kar tako tja, pa vendarle nekaj ni šlo, nekaj ni bilo v redu. Kaj se ti dogajalo v mladosti oziroma v otroštvu ali pa bolj v času najstništva?
Ja, jaz sem imel seveda tako, kot sem že večkrat povedal, in je to ta moja zgodba, ne, hude epizode depresije, tudi anksioznosti, nespečnosti takrat, jaz pa pol leta nisem spal, res to je bilo tako hudo, da mi ni bilo več za živeti, ne, nisem vedel, kaj zdaj narobe, saj sem, tako kot si rekla, pridem, se vse delam tako, kot moram, tako, kot je treba, tako, kot so me naučili, moraš biti priden, ubogat, ne, tiho in to je to. Ne, in potem boš kao srečen, boš uspešen, boš zadovoljen v življenju, ne. Boš doktor. Ja, in to je bila zgodba, ki so nam jo pač prodali, ne. Ampak seveda, ne, kot sem jo že kmalu ugotovil, temu ni tako, ne. Jaz sem že v bistvu, ko sem bil v maternici moje mame, sem doživel hud šok, ker je v bistvu njena sestra naredila samomor 1 mesec predno sem se jaz rodil. In to je bil šok, ne, jaz sem seveda, mama je takrat padla skupaj. Travma huda že takoj, ne, pred rojstvom, ne, in jaz sem nagonsko otrok hočel rešiti mamo, ne, in sem ji želel pomagati in sem vso to žalost, bolečino njeno prevzel nase. Se pravi prenatalno. Ja, prenatalni vpliv. Se pravi, se zgodi podobno, vem za primer krasne ženske, mamice, ki je med svojo nosečnostjo zvedela, da ima mož drugo, a ne. In je ona pač med nosečnostjo shujšala 5 kilogramov. Potem najbrž ta otrok to nosi, a ne, vse. Ja, absolutno, to je dokazano, mi transgeneracijsko prenašamo celo do 7 generacij nazaj, so dokazali, da se lahko neka travma transgeneracijsko prenaša, to je v bistvu ta vpliv, drugi vpliv, epigenetski vpliv, a ne, ki bova potem še govorila. In v bistvu mi prenašamo vse te travme od prednikov, če so bili predniki lačni, če niso imeli za jesti, če so bile vojne, ker so bile, ne. Vsi smo dali čez, ne, imamo lahko mi danes strahove pred pomanjkanjem, da ne bo denarja, da ne bo obilja, da bo zmanjkalo hrane in tako naprej. In to se ljudem kar vklaplja, ne. Že med korono se je pa zdaj spet, a ne, ker zdaj spet strašijo, energetska kriza, inflacija itd. Ne bo tega, onega, tretjega in ljudje so spet prestrašeni, ne. Pa res se draži vse, ne. Ja, dejansko vse draži, ne, denar izgublja vrednost, ne, in ja, ker so ga seveda enormno natiskali v času krize, ne, in seveda, koliko bo potem denar vreden, nima pa kritja, ne. Je logično, da bo do tega prišlo, ne, saj nekateri smo to opozarjali, ampak ja, zdaj je prišlo do tega, ne. Tako da ja, mi nosimo vplive, a ne, in kaj se hotel povedati to z mojo mamo, ne. To je bil ta vpliv, da sem jaz že v bistvu takrat globoko potlačil to žalost, to bolečino, a ne, in v gimnaziji se vemo, takrat se človek razvija, je že. In ven useka. Ja, ven useka, je že taka adolescenčna kriza, ne, ko udari vse ven, ne, sem jaz v bistvu dekompenziral, takrat pač, ja, prvi letnik gimnazije, Bežigrad, vse super, sem začel vse pet, ne, pa puf, pa me je bilo vsekano, ne. In kar naenkrat nisem mogel spati, kar depresija, kar tesnoba, kar ne bi živel, ne bi šel v šolo, ne, nič, ne. Mama me je seveda tle terala, dej, ne, in sem ji danes hvaležen, čeprav sem bil jezen, ne. Kaj boš, ne morem, nisem nič spal, ne morem v šolo, ne. Ampak ja, je bila moj iniciator. Empatično rekla, ja, opravičilo, ne, ker sem si predstavljala, čeprav moja mama je bila tudi zelo huda, ne. Bila stroga. Je bila tudi stroga, tako da tukaj imava midva podobno, ne. Meni so govorili, da sem težka, da sem filozof, ko sem hotela kaj razumeti, pa da sem tečna, pa tako, ne. Tako da smo bili vsi malo nerazumljeni, ker tudi jaz sem prišla za eno prtljago, ki ni bila logična vsa. Kot zdaj, a ne. Ja, ne. In prinesemo te vplive, ne, in to seveda na nas vpliva. In če pač tekom življenja nič ne naredimo na svoji podzavesti, na svojih vzorcih, sem seveda potem začel najprej z meditacijo takrat, transcendentalno, ki mi je takrat pomagala, ne, pa sem sicer še 2 epizode, pa sem pa kmalu začel že z delom z psihoterapijo, kognitivno-humanistično pa transpersonalno. Kaj je to transpersonalno? To je, smo rekli, nadosebno, ne, upošteva človeka kot duhovno bitje, ki je v bistvu popolni potencial, ampak seveda ima zaradi poistovetenosti, ne, v vseh telesih, ima določene blokade, ki jih je treba pač predelati. In jaz delam v terapijah v bistvu tudi 1 na 1, tudi skupinsko, ne, bova pol kaj povedala, delam z ljudmi v bistvu na preseganju vseh teh vzorcev. Mi v bistvu lupimo to čebulo, plaza, pa to odmetavamo koncepte, vzorce, z obljube nisem dovolj dober, moram trpeti, ne zaslužim si obilja, ljubezni, ne, moram se razdajati in tako naprej. Vse te vzorce, ki smo mi v bistvu ponotranjili že v otroštvu, pa kar še odprej nosimo, v bistvu vsi ti vplivi so nekje zapisani v naši podzavesti, ne. Junga, recitiram vedno, ne, je rekel, če pač ne boste ozavestili teh nezavednih mehanizmov, vzorcev, bo to vodilo vaše življenje in to boste imenovali usoda, ne. Jaz pa pravim, ne, dejansko usoda nam ne more dati več, kot mi sami lahko z delom na sebi, za transformacijo nezavednega naredimo iz nje. To pomeni, da smo mi v bistvu sokreatorji, a ne, ko enkrat izberemo, da gremo iz te vloge žrtve, iz tega razdajanja, da v bistvu
sebe na zdrav način znamo postaviti na prvo mesto, pa se postaviti zase. Jaz pravim, to je ljubezen do sebe. To ni egoizem, to ni sebičnost, kot so nas učili. Ne, ja. Zakaj? Zato, ker če najprej sebe nimamo, ne, če se nimamo zares postavljene, kaj bomo v resnici dali drugim? Nič, svojo dramo. Če si bolan, Ja. če imaš, ne vem, recimo uroinfekt, kaj pa, če se imaš rad, kaj narediš? Ja, ostaneš doma, se pozdraviš, ne delaš na sebi, si skuhaš čaj, ne, in tako naprej. In če pa misliš, da moraš, ko imamo mi tako to, Ja. ne vem, da moramo in greš čez sebe, se bodo posledice. Slej ka prej v bistvu bo telo v bistvu odgovorilo Ti si nazaj. bil na nefrologiji. Ja, tudi nefrologija. Ja, tle Tle ledvica so zadnji so tudi strahovi, ne? po kitajski medicini strahovi so, ne, in v bistvu Stres, ne, da ne bom stres zmogel. tudi, ja, ne bom zmogel in se ciklaš in se preteraš, se preobremeniš in obremeniš seveda ledvica, ne, in potem imaš razne infekte, pol imaš, ne vem, lahkeš, ne, kamne si predelaš, ne, buhne, da je še kaj drugega. Ne. Ja, zdaj tukaj je tako kot na letalu, ne, kar rečejo, dajte najprej masko sebi, da boste lahko Tako. otroku pomagali. Se Tako. pravi, prvo moraš sebi pomagati, da boš lahko. Enkrat sem poslušala tega Rajića, pa je super rekel, ni važno, da si dobra mama, važno je, da je mama dobro. Točno to je. Se pravi, mami mora biti dober, Tako. da bo pol tudi otroku dober, ne. Ja, ampak te mame so pa zelo velikokrat, to sem zdaj zadnjič od Krešimira Mišaka, ne vem, koga sem slišala, ne vem, če je bil on, da imamo te mame, da se žrtvujemo. Ja, Da smo sindrom, rade, ja. sindrom žrtve, Cankarjanska mati. ker se moramo Ja, žrtvovati, če pa moram nafutrati, pa jih To je moram to. ne skuhati, Vse. pa oprati, pa pelati, pa moram pa to. Ja, in pa se preobremenijo, so skurjene, ne, in potem kličejo, ne, mojo Barbaro, ne, asistentko, ja, otrok, ima anksioznost, ima depresijo, ni v redu. Ja, seveda, ne, kaj pa mama, ne, kako pa mama deluje, ne, Samo- kaj je skozi preobremenjena in pol ne zmore zares dati kvalitetno, ne. Kaj pa, če mama sama res za vse? Ja, je to problem, ne, in je to treba tega je reševati. veliko. Jaz to pol družinsko pač terapijo naredim, rešujem pač celo družino in jim pač povem, ne, kje so težave, izzivi in potem mora cela družina na tem delati, če želi iz teh začaranih vzorcev ven, ne. Ker je najlažje poslati otroka na terapijo, starši pa pač se seveda tudi sami rabijo, so polni izzivov, ne, imajo stres, imajo težave, omejujoče vzorce in dostikrat to v bistvu nezavedno, se ne hote, a ne, pač svojo stisko, stresajo na otroka in to leta in leta, ne. In to se nekje pozna in enkrat otrok dekompenzira, ne. Tako je bilo pri meni, ne. Absolutno. Ja. In tudi jaz sem tukaj ta prva zapovedala, sem imela težave s sinom in to kar hude Ja. težave in no, jaz sem pač vedela, da rabim, da bi oba rabila in sem Si bila iskala tako zaveščena, in ja. sva začela oba, no, nadaljujem sam jaz. Ja, ampak povej, kako se je izboljšal odnos. Odnos, je sin ne zdaj glede boljši? na to, da on ni več hodil, se je najin odnos s sinom blazno izboljšal, pa tudi on, a ne do sebe in Ja, je čisto se je spremenil, ne, postavil. pogled, In percepcijo. je zanimivo to, da včasih misliš, nič ne napredujem, to je dolgovezno, to traja, to ne gre čez noč, si razočaran, potem pa se zgodi kvantni Tako. skok. Ja. Ali pa vidiš, da napreduje tvoj otrok, ali Ja. pa da To jaz vedno odnosi. rečem, ja, to jaz vedno rečem. Včasih ljudje ne bodo takoj, eni sicer imamo tudi hipne ozdravitve, ne, hudih težav in tako naprej, ampak ja, včasih pa tudi traja. Ampak pa nikoli ne veš, kdaj bo prišel tisti preskok, ne. Ko boš pa rekel, wow, ne. In včasih tako, ko pogledaš sebe pol leta nazaj, kakšna si bila, 1 leto nazaj, pa vidiš tisto razliko, kako si se spremenila, ne. Ja, mi da bomo imeli Ne. zdaj drugo obletnico. Zanimivo, ne. Drugo Ja, obletnico ja, že. To Ja, je- res je, da lahko kar pozabimo, da gre takole čez noč, ampak da gre po eno plast, plasti, drugo plast, tako. tretjo plast. Odmetavamo tiste iluzije, ne, s katerimi smo se poistovetili. Vzorci, iluzije, Ja, pa koncepti. tele prepričanja. Ne. Tako, ja. Neverjetno je ta, da mi si, kdaj smo si, ko smo bili recimo prizadeti ali pa ranjeni, ali pa tako, pa smo pa rečemo, nikoli več ne bom. In to, kar mi rečemo, to se nekam zapiše. Kam se to zapiše? To ni zdaj kar tako. Seveda, to je na karmičnem telesu zapis, ne. Nikoli več ne Ja, bom nikoli odprla več- srca Tako, ne. in potem se čudiš, se kaj pa zapreš. je zdaj se zgodilo. ne. Ja, zapreš, ne čutiš ljubezni in ne znaš dati, ne znaš prejemati ljubezni in si tukaj zapečatil se, ne, sam sebe, ne. Ker je te enkrat toliko bolelo, ne, zdaj pač nočeš in ne želiš več, ne, in je to pol problem, ne. Problem je, Ja, in je treba to zavestiti, ne. Zdaj sem imel ta primer, no, zdajle gospoda, ne,
ki je bil na terapiji, hudi tensi glavoboli, celo življenje od rojstva, nič ni pomagalo, bil pa ne vem koliko terapevtih, ni da ni kaj vse poskusil, ne, in pol pride tukaj k meni, ne, je poslušal meditacije in je začutil, ne, da mu pa jaz pa lahko pomagam, ne. In res, ne, že na prvi terapiji, tako v zavest, to preteklo življenje se je tako odprl, ne, in v zavestu, da je bila nesrečna ljubezen, da se je on tam pač je končal življenje z obešenjem, torej samomor. In seveda ni bilo pretoka kisika tukaj v možganih in na karmičnem telesu se je prenesel ta vzorc, ne, ta zaobljuba, ne, nikoli več ljubezen boli, ne obstaja, ljubezen je bolečina, ne, in je je zaprl, ne, in se je to preneslo v to življenje na fizičnem telesu in on me skozi tense globole, ni bilo pretoka kisika, ne. Zanimivo, ne, in že po prvi terapiji bistveno izboljšane in pa sva še 2-3 naredila in zdaj glavobolov nima več, ne, zdaj dela na drugih stvareh, ampak glavobol je rekel, kot da ga ni bilo, noro. Noro, ne, koliko to vpliva, ne, in taki primeri meni to pol pokažejo, da res to, kar delamo, deluje. In res včasih se zgodijo take nore stvari, da je res ono, rečeš samo hvala za milost, ne, sva imela oba, ne, in za podporo, spravim z višjih nivojev in je to res to, ne. Ja, ker ti dejansko si bil programiran za biti klasični zdravnik, ne. Tako, ne, to je bilo, ne, v družini moji, ti to delaj, to je uradno, to je priznano, to je, ne, Bog ne daj kaj drugega. Ti bi moral biti v UKC-ju si bil nazadnje in bi tam moral kariero narediti, a ne. Ja, tako naj bi bil plan drugih. Ja. Moja duša pa je rekla ne. In ti si nehal in si se izpisal, ali kako se reče temu? Ja, jaz sem dal takrat odpoved, tik predno se je korona začela s 1. marcem 2020, sem rekel, zdaj pa res dokončno. 19, nisi 19. Ne, 20 sem šel uradno ven dokončno. In sem rekel, zdaj pa to, zdaj se pa ne grem jaz več, jaz sem pa zdaj sedel v sebi, ne, in dejansko sem začel v bistvu še bolj intenzivno delati na svojih zadevah, svojih programih, a ne, se še bolj izpostavil, potem oktobra vpisal tudi ta doktorat, ki je zelo zahteven, ne, dejansko je veliko znanja treba imeti, tako da zdaj delam tudi na tem, tako da nadgrajujem, dopolnjujem skozi svoje znanje, skozi vlagam vase, ne, zato vedno jaz rečem ljudem, tisto, kar boste naredili na sebi, to je večno in to boste nesli s sabo. Nič hiš, avto, vse je fajn imeti, vse super, ampak ne, delo na sebi je ključno in tisto, kar vložiš vase, ti zavedno ostane. In odnosi, a ne. Tako, in odnosi, ne, da delaš na odnosi, kar je zelo pomembno, ne. Zdaj, ko sem zadnjič brala nekaj o teh umirajočih, pa hospic, pa to, da na koncu te ne ostane nič drugega kot to, kako si se s svojimi bližnjimi razumel, ali pa kako si To dela so študije tisti, ki so bili na smrtni posli, ne, in kako so v bistvu govorili, da so preveč delali, da niso vlagali v odnose in tako naprej. In res, koliko bi več časa preživeli s svojimi bližnjimi, so potem obžalovali, ne, so bila ta obžalovanja, koliko bi več delali na sebi, koliko bi več vlagali v svoje zdravje, ne. Res, v bistvu ljudje potem šele, ko izgubijo, ne, ponavadi, ne, saj smo vsi isti, takrat cenimo, ne, prej pa nam je samoumevno, recimo zdravje, ne, dobri odnosi. Šele, ko izgubiš, ne, cenaš. Zdaj, da se navežem spet nazaj na moj planet, zato mi hočemo nekako spodbujati ta stik z naravo, pa to veselje, neko čudenje, ne, ker nič ni samo po sebi umevno, ne. Kaj nam vse daje, kaj iz enega semena zraste kar drevo, ali pa ne vem, kaj vse imamo, a ne, in otroke filajo z vsemi informacijami, pa tako, mi bi pa želeli, da tudi oni začutijo, ne, tisto, kar občutki nam ostanejo tudi, ne, v spominu. Definitivno. Kdaj si se dobro počutil, ne? Recimo, ne vem, takrat, ko sem spal na drevesu, pa ko je bil ogenj, pa ko sem, ne vem, v dežju polet bil lahko. To je to. Občutke je fajn si takrat nekako zasidrati noter, začutiti tisto, ne, in si zakodirati to noter, ne. In v bistvu naša duša govori z nami preko občutkov, ne. Takrat, ko nas malo tako mrazi, a ne, ko imamo senzacije. Slišimo srcem, a ne. To je embriologija, nauk razvoja zarodka je dokazala, ne, vsakič, ko, ne, če vas bo zmrazilo, lahko napišete tudi v komentar, lahko vprašate potem. Ja, tukaj to sem. Spodbujamo, sva prej pozabila, ne. Z veseljem napišite, karkoli se vam utrne, Dejan bo z veseljem odgovoril, sicer bo znal. Če bom le vedel. Ja, to se mi res zabrta, ne. Drugače pa hotela še nekaj, a ne. Mislim, da je poleg odnosov, ne, pomembna zelo komunikacija. Jaz imam občutek, da v ljudje večinoma ne, da se ne bi imeli radi, bolj, da se ne razumemo, oziroma, da se ne sporazumemo. Da je dostikrat komunikacija tista, ki malo šepa, ali pa
ker meni ena poved pomeni čisto nekaj drugega kot tebi. In da nekako tukaj se je pa najdlo nekaj, čemur se reče nenasilna verbalna komunikacija, ali pa jaz rečem še raje sočutna komunikacija. Sočutna, empatična, Kaj to kakorkoli. je? Ja, to je v bistvu komunikacija, ki v bistvu gradi most, torej povezavo med dvema osebama, v nasprotju z razdiralnim jezikom, ki v bistvu gradi zidove. Ne? In mi smo bili večinoma vsi vzgojeni v to razdiralno komunikacijo, ki je v bistvu nasilna. Ne? To pomeni, da so nas sodili, da so nam dali še nalepke, ti si taka, neumen, ti si nesposoben, s tebe nič ne bo. Ne? So te sodili, so te vrednotili, ne? So te primerjali z drugimi, on je boljši kot ti si ne, tako. Torej vedno to primerjanje, sodbe, kritike, ne, obsojanje, nesprejemanje, to je v bistvu ta zahteve, ne, naredi to ali pa grem stran, se bom ločila, ne, če se ne boš šel na terapijo, se ločil. To je pogojevanje, ne, je spet nasilje, ne. In je to v bistvu zelo problematično, zakaj? Zato, ker smo vsi bili v bistvu dejansko sprogramirani v ta nasilni jezik. In kaj se je zgodilo? Mi smo v bistvu do sebe začeli postajati v bistvu razdiralni, ne? Da smo samodestruktivni potem najprej do sebe in je to največji izziv. Torej, jaz sem nesposoben, nič vreden, nepomemben, nisem dovolj dober, mora trpeti, mora garati in imaš cel kup programov v glavi, ne? Ki ti seveda ne služijo, ampak te v bistvu omejujejo. Naša čista zavest, ne? Naša neomejena zavest je zelo tukaj potlačena, ne? Pod kupom tonami teh programov. Ne? In večinoma ljudje, ko vidim, pridejo na terapijo, so polni teh programov. Ker dejansko je pač cela sistem, cela matrica je pač tako narejena, da nas ukaluplja, da nas drži v eni majhnosti, v eni nemoči, nisi vreden, nisi sposoben, tako naprej. To so bili predvsem mi, te starejše generacije, ki so že učitelji, butast si. Mi smo imeli celo eno učiteljico, ki je eno punčko, ki je živela v domu v Malči Beljuč, se pravi, da ni imela družine, da so bile hude težave in je pač nekaj ni šlo in jo je z glavo v tablo in mi smo kar toliko gledali. Ali pa bom pa še, zdaj pa eno nasprotno, zadnjič se mi je pa dotaknilo pričevanje enega biologa, ki pa rekel, da je bil tipičen najstnik, da ni nič delal, da se ni nič učil, da ni imel zvezkov. In je pristopila učiteljica biologije, profesorca mogoče, ne vem, koliko je bil star, vse ni važno, in je prišla ljubeče do njega in je rekel, da ga je zelo lepo pogledala in je rekla: Martin, tole bi se už pa naučil, a ne? In ker ona to z nasmehom, s pozitivnim odnosom, s prijaznostjo, s toplino, neko ljubečo skrbjo, ki jo učitelji tudi imajo, da ne bomo zdaj jih šimfali samo, je rekel, da se je naučil vse v nulo in da se je zgodilo, da ga je začel pa pol zanimati. Evo, to je to, če bi imeli take učitelje. Ja, in pri njemu je pomagal ta korenček, palčka, ki ti cvek še en, to je z lahkoto, ki jih je imel že 11. On se je vse naučil in potem, ko je pa not padel, ga je pa toliko začel zanimati, da je danes biolog. Jaz ne vem, kdo je točno to bil, ampak mene se je dotaknil. Mene se take zgodbe dotaknil, da ti lahko zaradi enega dogodka ali pa enega človeka spremeniš odnos. Ja. Ful je pomembno, s katerimi ljudmi se družimo, ker ljudje imajo vpliv na nas, kakor hočemo, nočemo. Ljudje vplivamo drug na drugega, ker smo energijska bitja, in si odzemamo energijo, in je pomembno, to. Včasih tudi rabimo eno, okoli 6, meni je tudi... Kakšno iniciacijo. Ja, jaz moram reči, da mi je ostalo v spominu sama, ko sem imela za sabo, tako pač, kot vsi, zelo pogosto ločitev, in meni je bila to travma, jaz sem zelo težko to sprejela, meni je bilo hudo, kako bom pa zdaj sama, pa otrok mehen, pa celo v žrtvu, in potem sem tudi veliko bila žalostna, pa tako, in pol ena prijateljica meni tako reče: zdaj pa dosti, tega pa sem več poslušala. In jaz sem ji danes hvaležna, ker me je ustavila. Kdo pa rad to posluša? Točno to, te je v bistvu inicirala, bom rekel, Ne, se še zmeraj jamram, ampak... Zdaj veliko manj. Zame tako prav eno taka zastavica, red flag, ki se ti zgodi v življenju, da rečeš, da moraš nekaj spremeniti. Nekaj naredi, to je tisto, kaj spravim, ta cona obdobja,
to te lahko ubije. Ja, nič ni bilo udobno, ne? Ja, Ampak še saj zmeraj vem, so ni neudobno. udobno, ampak še kar ljudje vztrajajo Ja. v tem, ker ja, vse raj samo ni žrtvi, pa nič ni treba narediti, pa ne, koliko je pa grem v neznano, ne vem, kaj bo, ne. Ja. Pa strahovi butnejo takoj, ne. Tako, Ja, ne, pa smo tam, ne. Tako da smo ljudje zelo, se pravi, da ne vplivajo na nas, pa mi vplivamo na druge, ne, vsak dan. Non-stop. In- Vsak dan imamo toliko odnosov, ne. Greš v službo, imaš te odnose, greš, ne vem, v trgovino, ne, imaš ono prodajalko, imaš, ne vem, doma imaš odnose. Non-stop, ne, smo v enih odnosih, ne, in odnosi so ključni, ne. Mokša pravi, ne, Mojca Vene, ne, vse, kar v življenju bomo dosegli, ne, uspeh, denar, ne vem, slava, whatever, vse gre, je minljivo, ne, ampak na koncu vse, kar ostane, je odnos. Ne? In to je tisto, kar bomo nesli s sabo, kako smo mi živeli naše odnose, to v bistvu definira, kakšen človek v bistvu smo, ne? In če smo zmogli biti kar se da sočutni, če smo zmogli, ne, zares odpreti srce, to v bistvu definira, a smo mi velik človek, a smo pač nek povprečen, ki pač ne. Zdaj pa še ena živel. težka naloga in je to, tudi ti, pa vsi to poslušamo, pa nam ne gre zmeri najboljš odnos do sebe, self-love, ne, Ja. to ljubezen do sebe, a ne, včasih se nam osnova, ja. to pomešamo lahko z egoizmom, to ni egoizem, ne. To je zdravo dati sebe na prvo Tako. mesto, Tako. pa hkrati biti toliko odgovoren, da sebe toliko red spraviti, da lahko Ja, živiš zdravo z drugimi, ko si ti zdravo na prvem mestu. To je Tako. pa umetnost, ne? To je Ja. pa že skoraj en doktorat, ne, iz tega. ja, praktično, ne, Ja. dobesedno, ne, ko daš res sebe iz ljubezni na prvo mesto, jaz pravim, potem še lahko iz srca kaj daš drugim, brez unga pričakovanja, ne, ker če ti se razdajaš iz vloge žrtve, ne, moram se razdajati, moram narediti za druge, ne, iz programa, ne, pa pol v zadju pričakuješ, dajte me imeti vsaj malo radi, dajte me malo ljubezni, dajte me malo sprejeti, ne, in tako naprej. To je pač ta klasičen program, ki vsak dan shiftamo z ljudmi v terapijah, ne, v bistvu v zameno za to, ker jim manjka znotraj ljubezni, oni se razdajajo, da bodo od drugih dobili, ne, ker se v bistvu ne zavedajo, da je tega v njih v neomejenih količinah. Ampak so pozabili in nimajo stika s tem. A ne? In oni grejo v mental, v čustva, v dramo uma, ne, jaz rečem, in nimajo v bistvu stika s sabo, svojim srcem, zavestjo, kakorkoli hočemo reči, ne. Ker tukaj je pa v bistvu mir, tukaj pa mi vse imamo v neomejenih količinah, a ne, ampak smo pozabili, a ne, in jaz dam to tehniko samoempatije, ne, tudi ljudem, da delajo, ne, je zelo močna, ne, torej, da najprej zavestijo, kako se v situaciji počutijo, ne vem, če je stresna situacija, ne vem, spor z šefico, recimo, ne. Ok, ne vem, reče neka zaposlena, sem bila jezna, sem bila razočarana, sem bila prizadeta, sem bila nemočna, sem bila užaljena, whatever, ne, se je pač sprožil program občutkov negativnih, omejujočih, nizkovibracijskih, a ne. Ok, in gremo zdaj naprej v te občutke, ne, in ok, sprejmite občutke oziroma se odpri na enega, ki je najmočnejši. Lahko je to jeza, lahko je to zamera, žalost, bolečina, karkoli. In potem rečemo, ok, odpri se na to in sprejmi to, torej ne se upirati, ne. Ker vemo, tisto, čemu se upiramo, temu dajemo življenjsko energijo upora. Se pravi, če sem jezna, sem lahko jezna. Ja, si dovoliš biti pač jezen, a ne, in je to ok. Torej sprejmeš to, se ne upiraš, ker če se upiraš, dovajaš energijo in to raste, ok. In potem greš še globlje in se vprašaš, kaj mi manjka v tej situaciji, torej kaj je tisto, kaj mi zares manjka, kjer, ja, tako spoštovanje, ljubezen, mir, varnost, sočutje, pristni stik, ne, tiste potrebe, ki so v našem srcu, ki so transpersonalne, so duhovne, ne, torej potrebe so tisto življenje, ki je v nas, ne, ki v bistvu mi vse imamo v neomejenih količinah v sebi, ampak nimamo stika s tem, torej, ker smo šli v glavo, smo izgubili stik s tem in smo v bistvu pozabili, da to že je. Okay? In v bistvu vodimo potem ljudi, a ne, in s to tehniko, s to vajo lahko postopno prehajamo v ta globi stik s sabo, da res začutimo, da to že je v nas in se lahko odpremo, da to že je v neomejenih količinah v nas in jaz si tako predstavljam, ko se srce odpre in kako ta energija miru, ljubezni, varnosti se res pretaka po vseh celicah, po vseh telesih in potem kar naenkrat, ne, ljudje, ki to naredijo, spostavijo stik s potrebo, kar naenkrat ta drama uma se zmanjša, saj na pol, če ne še več, a ne. Postavno zgine jeza, zgine žalost, nemir, zakaj? Zato, ker je človek spostavil stik s sabo. In to je tisti ključ, ne. In če bi to znali vsak dan delati, ne, pa prehajati v ta stik, postopno, ne, bi res teh energije, ki so nizkovibracijske, ne bi toliko uporabljali, a ne. Tako kot tisti, ki rečeš, preštej do 100 ali pa od 100 v rikrc ali pa v latinščini. Zadihaj, ne, ja. Zadihaj. 10-krat globok, ja, ne, vse pomaga. Recimo, jaz sem tako malo na prvo žogo, ne.
Prehitro odreagiram Ja, včasih. včasih ta hitri ne, ki je je pameten, ne, pa hoče nekaj na Ja, in hitro. pa narediš škodo lahko, ne. Tako ne. Zdaj pa kaj bi pa tle, recimo tle, imava mi da pedagoge, imava mamice, imava, ki nas poslušajo, so ljudje, ki se ukvarjajo z otroki, ki delajo v šolah. Kaj bi pa njim položil na srce? Torej, kako z otroci ravnati. Kako z njimi Ja. ravnati? Ravno tako ta sočutna komunikacija je tukaj ključ, ne, da res se otroka začuti, da se ga sliši, torej da se gre, ne vem, če je manjši, se, ne vem, počepne na kolena, da imamo očesni Očesni stik, stik, to ne. je osnova, ne, da smo na isti energiji, ne, vibraciji, torej da ga vidimo, torej ta stik. In potem torej ne sodimo, ne validiramo, ne ocenjujemo, ne vem, predalčkamo, ne govorimo, kaj je z njim narobe, ker vsak, ki mu bomo govorili, kaj je z njim narobe, se bo uprl, ne. Tudi otrok ima svoj ego, svojo osebnost, ki se še razvija, ne, normalno ima svoje vzorce in pač se bo uprl temu, ne, ker je to nek pritisk in bo čutil odpor, ne. Tako da z otrokom bi jaz rekel tako, dajmo ga slišati, dajmo ga začutiti, ne, in lahko v bistvu malo vidimo, torej kaj bi kamera posnela v tej situaciji, torej okej, otrok ima stisko, ne, okej, ob tem pač, ko vidim, kaj se dogaja, ne, čutim v bistvu tvojo stisko, tvojo jezo, tvojo nemoč, obup, karkoli je, ne, ker ti je, ne vem, pomemben mir, varnost, sprejemanje, spoštovanje, ljubezen ali pa karkoli drugega, kar začutimo, da otroku v danem trenutku manjka, a ne, in ga lahko začutimo in vzpostavimo stik na nivoju potreb, a ne. Jaz vedno rečem, 20 minut maksimalno je potrebno, da se dva, ki se slišita na nivoju potreb, da v bistvu konflikt zgladimo in da ga ni več, a ne. In če bi to v zaposlene, ne, širili to, nenasilno komunikacijo, ti si bila na seminarju, ne, poznaš te tehnike, ne, in lahko potem poveš, kako si ti izboljšala tudi odnose na ta način, ne. Če bi v bistvu že otroke v šolah to učili in vzgajali v to smer, ne, bi bilo veliko manj težav zdaj z otroci, veliko manj anksioznosti, depresij, taki težki stanj, ker bi se v bistvu slišali, ne. In če bi recimo tudi otroci že začeli meditirati, ne, bi v bistvu v zelo kratkem času, ne, bi skoreninili v bistvu nasilje z tega planeta. Ja. In ne bi rabili zdaj vojne imeti, ki še vedno traja, mislim, se id teh igrc in manipulacij, teh elit in tako naprej, ne, in bi lahko v bistvu sočutnost drugega slišali, dajva se zmeniti, okej, kaj ti ne štima, kje se ti je vzorec vklopil, kaj je zadaj, kaj čutiš, da si jezen, ne, kaj ti manjka. Spoštovanje, mir, ljubezen, varnost, okej. Meni jaz Varnost, ne, ali dajva pa si to, ne. počutje, Tudi recimo, tisto. jaz sem največ konfliktov imela takrat, ker sem se slabo počutila, se pravi, utrujena, skurjena, Tako, ja. obremenjena. Takrat težko daš. Takrat veš. tudi zelo težko Ja. komuniciraš dobro, Tako, ne ne. moreš, ker si Ja. v slabi energiji in In si zoprn, siten in in jaz sem pa hotela razčistiti takrat. Ja, ne, Ali takrat pa ženske, ne, boljše, da ne. ko imamo, ko smo imeli, ali pa imamo PMS. Ja. Takrat se najlažje skregaš tudi, Ja, ne. takrat se hormoni naredijo svoje in je razdražljivost treba- večja in tako In naprej. zdaj sem slišala, da obstaja ena gospa, ki pač tisti, vsaj prvi, drugi dan ne sprejema obiskov, Ja, ne ja. sprejema Zdaj nič ne mislim, dela. da celo sem gledal, ena država je sprejela celo, ne, imajo ženske menstruacije, tako naprej. Dobijo frej. Frej, bolniška Ja, saj in... to bi moralo biti, Ja, ker takrat obvezno. res delaš preko sebe, Ja, ne. ne moreš. Ja. In jaz, če se spomnim, ne, pa tudi sina, da je on, ko je bil lačen pa utrujen, je začel noreti. Jaz pa nisem včasih pogruntala, kaj mu je, ne, na smučanju, ne bomo več, pa mu vrgel palce, pa tako pa se v sneg vrgel, pa se kaj, kaj pa je, pa se kaj si lačen je, pa ne vem, moral je nekaj pojesti, pa je pa spet bilo vse v redu. Ja, ker si lačen, si ful drugačen. Recimo, fantje To je ne to. znajo povedati, ne, dostikrat še celo odrasli fantje, mislim, jaz ne vem, lahko tudi punce, ne, Ja. da je nekaj čisto enostavnega, ne, da ni vedno vse tako komplicirano pa grozno, kakor je videti, Ja, ne. naš rad zakomplicira, ne, to je v bistvu problem. Ja, zdaj imam pa spet, lahko zdaj pa tako greva še na eno čisto drugo temo, ne. Ja, izvoli. Kaj pa to, kar rečejo, to ima pa pomen, to ima pa po babici, dedek je bil arhitekt, to je pa zdaj on, ko dobro riše, ker je bil dedek arhitekt. Kaj je pa z genetiko? A je to res dedno? Ja, v bistvu tako, moderna znanost epigenetike, ne, ki je v bistvu kontrola nad geni, epi pomeni nad, dokazuje, ne, da v bistvu je večina bolezni, težav in tako naprej epigenetskega izvora, tudi raka in tako naprej. Torej nastane zaradi
stresa, vplivov iz okolice, načina življenja, vzorcev, percepcije. Tukaj je dr. Lipton, recimo, ki sem ga imel milost tudi osebno spoznati, je tukaj car, je to dokazal, on je že leta 67 kloniral celico, ne, na Stanfordski univerzi in takrat so ga seveda imeli za čudaka, ne, ki je bil na University of Wisconsin Medical School, tam je v bistvu na medicinski fakulteti poučeval bodoče zdravnike, ne bodoče študente medicine. In je videl, ne, da ta centralna genetska dogma, DNK se za transkripcijo prepiše v RNK, ta za translacijo v protein, ne, da to v bistvu ne drži popolnoma, da so v bistvu na DNK v bistvu kontrolni mehanizmi, torej vplivi iz okolja, ki preko histonov, histoni so v bistvu proteini, beljakovine, ki so v jedru celice, ki uvijajo DNK, ne, to bodo seveda vsi mladi, ne, ki se učijo to biologijo, vedeli, ne, in ti histoni so v bistvu ključni. In je dokazal, da v bistvu naša percepcija v bistvu kontrolira, kako se bo ta histonski protein v bistvu, kako se bo recimo spremenil, če je moja roka DNK, ne, pa je ta rokav, recimo so histoni, so proteini, moramo, če hočemo brati nek gen, ne vem, za zelene oči, moramo ta rokav odpreti in se bo nek gen pač izrazil, se bo izpostavil in bo takrat izražanje gena pač drugačno, ne. In so dokazali, ne, nevroznanstveniki, kvantna fizika, epigenetika, vsa ta moderna znanja, ki jih jaz tudi predajam, pa tudi še dodatno zdaj študiram, ne, na Quantum University, v bistvu dokazujejo, da smo mi sami genetski inženirji. Torej mi, našimi vzorci, miselnimi stanji, načinom življenja, stresa, kaj jemo, kaj pijemo itd., vse, kar doživljamo, v bistvu vsako sekundo, vsak trenutek, vsako mislijo mi spreminjamo, aktiviramo, utišamo posamezne gene, ne, se lahko predstavljamo kot jelko, ne, novoletno, ki imamo tiste lučkice, ne, in so v bistvu kaskade in vsako mislijo mi drugačno zaporedje, ne, izražena genov aktiviramo in to sproža bolezni na celični in fizični ravni. Rak, več kot 95% je epigenetskega izvora, nima nobene povezave z dednostjo, to so samo neke redke oblike raka, ki so res pač odprej, a ne, to je še vedno pač vpliv odprej, da se res človek že rodi in je res genetska okvara, pač sprememba pač nekega gena, ne, kar je res sprememba v DNK. Drugače tukaj v bistvu gre za spremembe, ki so sprememba, torej ni zaporedje DNK spremenjeno, torej te baze, adenin, gvanin, citozin, ampak je v bistvu izražanje genov spremenjeno. In Lipton je v bistvu pokazal, da je en gen, ne, se lahko izrazi celo na 30.000 različnih načinov. Wow, ne, to pa rečeš, koliko smo mi kompleksni, ne, ker so delali ta projekt Človeški genom in so videli, da imamo približno to genov kot ena vinska mušica, ne, pa kot en črv, ne, kako zdaj razložiš človeka, ne, zavest, kompleksno vseh procesov s tako malo geni, ne. In pa so videli, ne, da v bistvu ne razumejo takrat, ne, kaj se dogaja, ker so mislili, ne, mi bomo zdaj genom človeški definirali in bomo lahko pozdravili vse bolezni, kot so rak, Alzheimer, Parkinson, sladkorna, bodo izbrisani z tega planeta, ne. Ampak pa so videli, da ni tako enostaven, ne, da je izražanje genov tisto, seveda, ki je ključno tukaj in seveda potem zdaj že razvijajo seveda zdravila, ponovno pač kemija, ne, da bodo spet s kemijo izražanje genov spreminjali, ne, da bodo pol pozdravili bolezni, ne. Ampak jaz pravim, zakaj pa ne bi šel s holističnimi pristopi, ne, z delom na sebi, z meditacijo, z zdravo prehrano, z rednim delom na podzavesti, zakaj ne bi na ta način v bistvu transformiral. Ker jaz imam ogromno primerov, ker so se ljudje recimo pozdravili tudi kakšnih stanj, ki so mogoče težje, ne, ravno za spremembo načina vedenja, življenja, percepcije, vzorcev, spremembo hrane, dihalnih vaj in tako naprej. Prepričanja so ključna, ne, in če mi spremenimo prepričanja, torej percepcijo, pogled na svet, to vpliva na naš epigenom in na izražanje genov. In zato se lahko en človek pozdrava, ne. Recimo dva bolnika, ne, imata enako diagnozo, sta približno enak stara in en se pozdravi, zgine tisti tumor, ta drug pa umre. Kako to pojasniti? Če bi bilo to v DNK, bi mogla pač oba umreti in to je to, ne. Ali pa enojačna dvočka, spet enak DNK, en bo zbolel, bo v takem okolju, ki je stresno, ki je nepodporno, en je v drugačnem okolju, ostane zdrav. To je tipičen primer epigenetike, ne. Torej epigenetika zdaj popolnoma spreminja koncepte v medicini in vse, kar smo poznali, ne, pa nažalost še vedno malo na medicini, jaz se praktično nič nisem učil, zdajle je, sicer en predmet, sicer izbirni, no, sem jo tudi v oddaji pri Bujeno srce Slovenije, profesorica Metko Ravnik, ki poučuje predmet povezava zavest, telo, ima zelo velik obisk, ne, tako da zdaj bodoče zdravnike to zelo zanima, zgleda, ne, tako da počasi se vendarle premika tudi na medicinski fakulteti, ne, da pač učijo tudi
ima bolj napredna znanja, čeprav vemo, ne, v tej akademskem svetu gre to počasne, traja 20-30 let, da se neka nova spoznanja počasi vpeljejo, da gre to v učbenike, da to začne otroke v šolah tudi drugače Jaz učiti. imam okrog sebe polno počasi. ljudi, ki niti ne verjamejo, Eni oziroma še vedno ne ne verjamejo. verjamejo niti v tem, da, Ja. da imamo več življenj, da, Pač. da Dr. Ian Stevenson je to dokazal, to- lahko pogooglejo, ne, Ne, 3000 pač- otrok je bilo, ja, ki so se ampak spontano to to so tako spominjali. močno zasidrane. Zasidrani programi so močni. Ja. Tle na zahodu smo šli v ta materializem, ne, in smo zanikali, kdo mi smo. Zato pa imamo tako družbo, pa toliko težav. Vse ne more biti drugače, ker so ljudje zaspali, dobesedno. A veš, Pa trpimo. Ja. Zakaj moramo toliko trpeti? na neki ravni smo to tudi izbrali, a veš. Hmm. Karkoli, veš, ne bomo zdaj žrtev špilali. Lahko izbereš eno realnost ali pa drugo. Jaz sem leta delal na sebi, da sem prišel do tega nivoja, ki sem danes. A veš, to ni bilo čez noč, ne. To je proces. Izobraževanja, seminarji, delavnice, Slovenija, tujina, Meditacije? meditacije, ni da ni, ne. In v bistvu ja, jaz sem se za to odločil, ne. Vem, da pa niso vsi pripravljeni toliko vlagati, kot sem jaz, ampak jaz vem, da pač je to tisto, kar je meni najbolj pomembno in da edino to me pelje naprej. Ja, ker je to verjetno tvoje poslanstvo. Ja, seveda, ker pač imam to kot poslanstvo, ne. Ja. Zato lahko pol, ne, pametujem, bom rekel drugim, ne. Zato, ker sem sam to pot prehodil, ne, in ni bilo vedno lahko, so bile preizkušnje, so bile izzivi, seveda, ne. Ampak če človek vztraja, ne, jaz pravim vedno, nikoli ne veš, kdaj bo tisti preboj, ne, če vztrajaš, delaš res iskreno iz srca, spuščaš vse te stare energije, potem slej ka prej si nagrajen za to delo na sebi in pride, ne, pač milost je srečen z višjih nivojev, ne, in dobiš nagrado, ne, za ves trud, ki si v bistvu naredil na sebi. Ja, jaz hodim v šolo Ananda, ne, Ja, mislim, šola Ananda, ki jo za življenje. Šola za življenje Ananda, ki jo vodi Dejan, noter nas je, ne vem, okrog 20, a ne? Cirka, ja. Cirka 20 in res gremo globoko in res je zelo zanimivo in ne morem verjeti, da smo si taka podpora, a ne? Ogromno. Da smo zelo različni od vseh možnih poklicev, ne? Od zdravstvenih delavcev, pedagoginj, zdravnica, oftalmologinja, Ja, ne vem, pravnica, Dve, mislim, da. tako nekako se dogajajo res čudeži, ne. Ja, to je ta moč skupine, ne. Skupina, ki Ja. gremo skupaj, pa mi tudi jokamo, pa, Ja, shiftamo, jokamo, meditiramo, nič hudega, ne. transformiramo. Ampak smo že kar naredili nekaj. ne. Ja, je zdaj. Od aprila je kar velik preskok, ja. Ja, ne. Mm, Tako da zanimivo, no, je to in se kar bolj zavohamo, malo taki ljudje, ki podobno razmišljamo, pa se začutimo, ne. Aha, tlele imamo No, chat, ja. vprašanja. Hvala Bomo, lepa. ja. Tlele nismo videli, da je poseben chat, jaz sem ta drugi chat gledal, ok, tako da Ja. zdaj tlele vidim, bova potem še tole odgovorila. Aha, v glavnem Ja. smo pozdravljeni. ne. Bomo potem. No, zdaj, recimo, ko sva bila pri epigenetiki, se pravi, nič ni zabetonirano. Doktor Lipton pravi, da so možgani plastični. Kaj Ja. to on misli? Plastičnost možganov, to pomeni, da mi dejansko lahko z delom na sebi, ne, v bistvu te sinapse, ne, ki so v možganih, ne, torej povezave živčnih celic, nevronov, ne, mi lahko to spreminjamo, ne. Še do pred nekaj let je znanost trdila, da se to ne spreminja, v resnici, ne, je to vse poljubno spremljivo. Vsakeč, ko mi spremenimo percepcijo, ko meditiramo, se možgani v bistvu spreminjajo, ne. Zdaj ena dobra knjiga, Blaženi možgani, Dawson Church, ki je ogromno znanstvenih študij redne meditacije, torej pomena redne meditacije opisanih, a ne, tako da definitivno v bistvu priporočam, a ne, to knjigo, ne, tako da na ta način v bistvu je veliko lažje, a ne, potem napredovati in skupina, ne, ta pomen skupine. Skupina, ne. Ja. Se pravi, način je, eden je 1 na 1, da prideš Ja. na Terapijo. terapijo, drugo je, da delaš v skupini, se pravi, to so seminarji, šola, Ja. neki. Tretja stvar so pa kaj pa nekaj novega? Ja, zdaj smo pa začeli oktobra z enim članskim programom, a ne, ker vidimo, ne, da ljudje so zdaj dejansko zelo v stiskah, strahovih in ker ne moremo vseh podelati 1 na 1, a ne, enostavno smo naredili en spletni program, v bistvu, ki je vsak mesec, oktobra se je začel, ampak se lahko ljudje kadarkoli priključijo, zdaj imamo 8. december je naslednje srečanje, a ne. Lahko pač vzamejo tudi prejšnja srečanja, če želijo, ali pa ne po želji in se nam pridružijo. Imamo v bistvu tako skupinsko energijo preko spleta, tukaj sosednji moji sobici, kjer je ta moj studio Ananda, ne.
imamo preko Zooma takole, shiftamo, delamo meditacije, delamo v bistvu vaje, učim ljudi, v bistvu kako lahko tudi sami delajo na sebi, transformirajo svoje energije, vzorce, ne. In je v bistvu ena taka dobra zadeva, da lahko dejansko zelo ugodno tudi pridejo čez in delajo na sebi globinsko. Imamo seveda tudi mojo Barbaro, sočutno podporo, ki tukaj pomaga. Ki je diplomirana medicinska sestra in je dala vse to skozi. Ja, dela na transfuziji. Že in tako. S tabo že par let. Ja, in sodelujeva uspešno, in je ta sočutna podpora, tudi meni. Ja, živijo, če gledaš. Ja, Barbi, če gledaš, če si tle, bomo pa še pogledali vse, ne. Tako da je ta možnost, da se res lahko, ljudje potem priključijo, na ta način skupaj z nami napredujejo, Tako da tizja, ki jih zanima, lahko tudi na moji spletni strani najdejo, pač mesečno članstvo na dejanjaric.com. Evo, zdaj bomo vse tele so pozdravlja, hvala za vse pozdrave, vam mahamo. Erika pravi, zelo zanimivo predavanje, vse je tako res. Ja, hvala, Erika. Tukaj imaš pa vprašanje. Ja, vidim, Alenka, ja. Ali je tišina v redu ob komunikaciji, ko ne veš, kaj bi rekel, ker karkoli boš rekel, ne bo dobro. Če te, na primer, kdo negativno obsodi, te kritizira ali druge kot opravljanje. Jaz bom rekel, tišina gradi zidove, Aki je pel, tišina gradi zidove, Ni dobra ideja po moje, ker enostavno je fajn, da se vendarle izrazimo, tudi če takrat ne moremo, lahko rečemo, zdaj v tem trenutku čutim, da pač se ne morem izraziti, rabim malo časa zase, da grem v sebe, da grem v meditacijo, kakorkoli, da vi najprej vzpostavite stik s seboj, ker če nimamo najprej stika s seboj, potem bomo lahko napadalni nazaj, bomo jezni, bomo agresivni, Lahko se zjokamo. Lahko se zjokamo, to je pomembno, da naredimo tisto vajo samoempatije, torej kaj čutim, kaj potrebujem, in kaj je tista zadnja potreba, kaj je globja, in res gremo v stik s potrebo, mir, ljubezen, si to zadovoljimo in potem izrazimo na sočuten način, se smo že prej dala primer, tako da lahko potem sočutno izrazimo. V bistvu je tiha maša, je v bistvu tako rekoč ena oblika nasilja. Ja, v bistvu je spet... Ne komuniciraš več sploh. Je v bistvu ignoriranje, kar je včasih še najbolj boli, To včasih, če smo jezni, znamo tako reagirati, ampak to ni okej, Ni okej. Je spet iz ega, iz osebnosti. Je pa mogoče boljš, kot da si nazaj nasilen. Ja, včasih je boljš, ni pa to, kar bo rešilo spor, Tako da, ja. Ok, upam, da smo odgovorili. Alenka, če ne, napište še. Katarina pravi vprašanje za dr. Arča, kaj lahko starši naredimo, da ne bi nehote svojim otrokom predali nahrbtnika s transgeneracijskimi travmami, ki se jih mogoče sploh ne zavedamo. Ja, s tem mislim, počutimo se dobro, nimamo težav, smo postavljeni v sebi, a se lahko zgodi, da smo nehote pismonoše za travme, ki jih prednjego prenašamo na svoje otroke. Ja, travme se avtomatsko prenašajo, a se mi zavedamo ali pa ne, itak se zavedamo, ponavadi 3-5%, večina ljudi so ostale nezavedni, Tako da to je tudi v bistvu duša pač, ki pride, duša pač izbere starše, duša tudi določene stvari rabi predelati, rokovne srce, in ne moramo vsega preprečiti. In tista duša pač, kar ima za predelati, bo, Kaj lahko mi naredimo v tem trenutku, da smo sočutni, kar se da smo ta sočutna podpora za otroka, in da v bistvu stojimo ob strani. Mogoče lahko gremo tudi na kakšno terapijo, na to, da pogledamo, kaj so te transgeneracijske travme, da to predelamo, ker to se da, da spravimo faze napredka, so ozaveščene, da najprej ozavestimo, da to je v nas, potem soočanje, kaj je tretja? Poglabljanje realnosti ali zavedanje, ja, CD5, izpit uspešen. Tako da res poglobimo tiste zadnje navidezne koristi, ki so zadaj, ki v bistvu so lahko tukaj vzrok, da ima oseba nek izziv, neko težavo. Tako da na ta način lahko v bistvu najbolj napredujemo, da sami predelamo in avtomatsko se dostikrat tudi vpliva na otroka. Da otrok potem veliko lažje kaj spusti, ka mama predela, ali pa oče, ali pa oba, še boljš. Tako da ja. Anita pravi, pozdravljeni, ali obstajajo vaje, s katerim bi učila učence? Vaje, kakšne vaje, mislite? Dihalne? Ja, obstajajo različne vaje, in dihalne, in meditacijske. Na moji spletni strani, če se prijavite, dobite brezplačno vodeno meditacijo, ki vas vodam v stik z izvorom, z enotnim poljem, ki vodi možgane v teta stanje, 4-6 Hz, in tako se v bistvu res zniža mentalna aktivnost in se lahko zelo umirite in zelo začutite v bistvu ta globlji stik s seboj, tako da mogoče vam bo to pomagalo, pa lahko date tudi učencama, to meditacijo, s katero bodo, na mojem Facebooku imate vse tudi posnete, na YouTubeu boste malo pogooglali pa našli, tako da obstajajo razni pristopi.
Želela sem vprašati po vajah za učenje ohranjanja očesnega stika. Ja, ugotavljam, da učenci stari 90 let zelo kratek čas ohranjajo stik. Ja, mi to tudi delamo veliko na seminarjih, ta stik je zelo pomemben. Enostavno samo daš osebo skupaj in samo rečeš, da se gledate z oči v oči v tišini, lahko date eno blago lepo muziko v zadju, a ne, in se samo gledate. Tako recimo mi dva zdaj lahko spostavata globi stik. Ne? In so samo tiho in se gledava iz oči v oči, duša z dušo, ne vemo, oči so zrcalo duše, ne? Smo se že naučili, ne? Tako da ja, to je vedno dobrodošlo in zelo pomaga, no? Zelo pomaga, da se res vzpostavi stik z otrokom, ker ogromno ljudem zdaj manjka stika, no? Moja Barbara zdaj kliče, se pogovarja z ljudmi, no? In res rabijo ta pristni stika, ne? Tako da definitivno zelo pomaga. Joži tudi pozdravlja, živo Joži, Sonja, zelo zanimivo predavanje, hvala vam, hvala Sonja. Maja tudi pravi, super sta, Maja, ti si danes v eni res zelo lepi energiji. Hvala, zrcalo najbrž, ne? Ja, hvala. A po dobri družbi, ne? Ja, za komunikacijo z najstnikom, moj je namreč v tistih letih, ki je večino časa čustveno čisto nedostopen. Sem že poskusila sočutno komunikacijo, se dostikrat kar noče odpreti, odgovoriti v duri strmo ali celo jezo. Ko še drugače poskušati, ja. Enostavno mogoče ta stik, bom rekel, no, ta pristni stik, ampak tudi ponavljata, ne. Človek se bo slej prej, kad dobi človek zadostno mero empatije, se bo slej prej odprl, ne. Ne samo enkrat poskusa, dajte 3-krat, 4-krat, mogoče 5-krat bo rabo. Mogoče spremeniti način poskusa. Mogoče, ja. Mogoče recimo nekak na en drug način, a ne? Ja. Ker na isti način izgleda, da bo isti. Očitno, ja. Se bo spet vzorcu vklopil ali v obrambni mehanizem in bo spet Ja, lahko, jaz imam izkušnje, da mi je sin največ povedal, ko sva se vozila na kakšnih dolgih relacijah. Recimo trajekt, pa pol iz Zadar Ljubljana, to je kar 3-4 ure, ali koliko? Ja, Takrat je vse povedal za naprej pa nazaj. Stvari, ki sploh nisem pričakovala, da mi jih bo povedal. In to take tudi tako dosta osebne stvari. Ampak izgleda, da je avto eden tistih, kako se že reče, krajev, kjer se počutijo varni, ne? Mogoče on pozabi, da se pogovarja, ker če ti rečeš, odsedaj se za mizo, se pa pogovarja. Ja, ne, proba čim bolj ta stik meta, ne, očesni stik, ponavljata, ne, empatijo in pa tudi sebe izraziti, kaj pa je meni pomembno, ne, ob tem, ko vidim, kakšen je najin odnos, ne vem, se počutam, ne vem, sem žalostna, ker mi je pomemben ta lep odnos med nama, ne, ker mi je pomemben ta pristni stik. A bi ti bilo okej, ne, damo prošnjo potem, ne, bi ti bilo okej, da se res iz srca pogovoriva, ko začutiš, ne rabimo zdaj takoj, ne, ko sta oba v redu. Ker če nekdo v danem trenutku je, ne vem, v težki energiji, ampak je utrujen, se ne bo mogoče hotel in je v redu. Dajmo predlagati en termin, uro, dan, ki se zmeniva, da se pogovoriva. Ja, meni je rekla profesorica Gabi Grinčič-Čačinovič, da jo je sin naučil, mama ne zdaj. In je ona ugotovila prvič, da ne more nasilno. Ja, seveda, ne. Da se moški ne pogovarjajo takrat, kadar se nočijo. Tako. Mi bi se, a ne zdajle. Ja, ampak včasih pač ni čas. In da treba to spoštovati. In sprejeti. Tako. In reče, da bi se mogoče zdaj pogovoril, ali pa mogoče... Ja, a ti je okej, da bi zdaj, ali mogoče predlagaj nek dan, uro, ko se lahko pogovorimo. Meni všeč, ko mi je predvčerajšnjem rekel, sin, rad bi bil malo v tišini. V redu. Ja. Super, ne? Ampak se je izrazil, ne? Točno to in mu daš mir, ne? Tako. Ja, to je to. In pa že pride pa ti govori ob 10 zvečer, ko bi najrajš. Ja. Takrat pa, ja. Saša pravi, pozdravljeni, vse drži, hvala za kvalitetno predavanje, hvala Saša. Vesna, pozdravljeni, prosim za nasvet, kako pomagati učencu prvi razred, ima izbruhe jeza, ja, po tleh meče predmete, zmerja, povod je včasih naloga, ki je ne opravi, ko si želi, torej ne upoštevanja strani sošolcev, kot bi si on želel. Ja, sej mislim, da sva že odgovorila več ali manj, ne. Potrebe, torej stik s potrebami, kaj njemu pomembno, mogoče mu je pomembna svoboda, neodvisnost, ne, in ga probati nekako v tem spodbujati, hkrati pa se čutno podpreti, okej, čutim tvoj jezo, čutim tvoj strah, nemoč, a ne, ti je pomembna neka svoboda, neodvisnost, da pač opraviš, kot sam želiš, a ne pa ko moraš, kot ti učiteljica reče, ali pa kot ti starši reče. Pa da mu damo za izbirati, ali boš pred malico ali po malici. Ja, samo dve stvari, da ima možnost izbire. Da ima možnost izbire, ali bo naredil, ne vem, na okenski polici ali za mizo.
Ja, Ne pa, da ne bo naredil, ne. tako A je. je, Ja, ja. tako. A ne, kot ti To je skrčiš, a boš lahko vredno, ja. rdeče ali zelene superge, ne pa, da boš bos pač tisti dan, ne. Ja, Ne. ja, točno to. Ja. Katja pravi, vse, kar ste povedali, zelo dobrodošlo, res moramo v prvi vrsti prisluhniti sebi in se vsake toliko časa resetirati. Ja, Katja, res je, hvala. S svojimi učenci večkrat delamo vaje EFT, trnjenja vodne vizualizacije, ja, tudi v redu, se res popolnoma umirijo, bom dodala tudi vaje gledanja, očesni stik, super, super. Joži, kaj pa če otrok noče stikati, ne gleda oči, ja, takrat zihar ima negativne omejujoče pač vzorce, občutke, takrat se mu nekaj vklopi in je treba pa verbalno, torej, a ne probati sočutno pristopati. Ok, čutim, da si jezen, da si žalosten, da si prizadet, ne, torej, dajmo verbalno, a ne, probati začutiti pa ustrajati. Tako ustrajati, ne, kaj ti je pomembno, ne, torej stik s potrebo začutiti, ne. Romana, kaj pa če je, sem vedel, tle veliko otroci, kaj pa če je drugi partner tiho in se ne želi pogovarjati, po prepiru je užaljen, to sva tudi omenila, ne, sva rekla, torej, dajmo predlagati, a ne, mogoče nek termin, a ne, nek, kaj bi lahko. Olga, evo, je prišla noter, pozdravljeni, Dejan in Maja, lepo je poslušati, sproščeno, zanimivo, Maja, super sogovornica si, hvala, evo, hvala naša Olga, sošolka. Si uspela se logirati. Ja, že vedno na koncu uspe, veš. Andreja, enkratno predavanje, čestitke, zanima me glede moči empatije, ali je lahko le ta tudi škodljiva, saj je po doživljanju osebnih stisk, ki jih predajo, ne, posamezniki preveč obrinoče, kako se pred tem zaščiti. Ne, sočutje, to ljudje mešajo, ne, sočutje je v bistvu stik na nivoju duše. In tukaj mi nikoli ne prevzemamo, ne, od drugega, če pa se nam nekdo smili, to pomeni, da pademo v dramo uma ali ega, a ne, in ga nekoga pomiljujemo, kao nekdo je manj, mi smo pa več, a ne. In to pomeni, takrat pa mi lahko prevzemamo nase in nismo v stiku, ne. Če smo v stiku, smo sočutni, takrat ne prevzemamo, ne. In jaz na terapijah imam ta stik na nivoju zavesti, na nivoju duše in ne prevzemam, a ne, od drugih, ker če ne bi mogel toliko ljudem pomagati, kot pomagam, a ne. To pomeni, da imam ta transpersonalni stik na nivoju zavesti, ok? In na tem nivoju jaz vsakega vidim kot popolni potencial, da je vse v redu z njim, ker v resnici tudi je, ne? Sam je pač poistoveten z nekimi vzorci, vplivi in tako naprej, na teh vplivih mi delamo, ok? In postopno plaza prestolupimo čebulo in se človek lahko odistoveti od tega, ne? Tako da boste odgovorili, če ste dobili odgovor, ne? Brigita, ali si duša izbere tudi kakšno življenje bo imela? Ja, glede na pač karmične prejšnje aktivnosti, dejansko duša v skladu seveda pač z višjimi nivoji, ne, pač dobimo točno tako življenje, kot ga pač trenutno rabimo, zato da se bomo čim lažje, čim hitreje osvobodili vseh energij od prej, ok? Torej je vse tako, kot mora biti na koncu. Rečemo, čeprav naš ego se včasih opira, pa ima težave. Ne. Ko gre vse narobe, pa ti reče, da vse je tako, kot mora biti. Takrat pa, ja, včasih. Včasih si rečeš, pa kako, pa se ljudem take hude stvari zgodijo, pa bolezni, pa izgube, pa smrti, pa še že to prav. Na najglobjih nivojih je. Jaz zdaj, ko sem šarla z Dejanovo pomočjo, večinoma po karmi, ne, po preteklih življenjih, ker mi zdaj ni bilo jasno, zakaj bi moralo biti tako težko, pa tako se vse poklopi. Ja, ker če sam ta live gledaš, pa si res lahko žrtev, ne. Ok, zakaj sem jaz zdaj bolan, zakaj imam tak odnos, da me tepe, da me ne vem kaj, ne. Ja, mogoče smo mi enkrat to delali nekomu, pa zdaj rabimo to doživeti, da bomo nehali, da se bomo naučili, da izberemo ljubezen, ok, da izberemo sočutje, da nehamo v bistvu biti nasilni, ok. Maja, hvala, itak poslušam vse sorte, odvisno od trenutne situacije, večino skušam držati zavestnost, ko si morava kaj povedati, drugače pa midve z mojo mačko, z veseljem poslušava, super, Maja, evo, lepo. Tukaj smo tudi veliki ljubitelji živali in narave in tu mi je tudi govor, je tudi to, da včasih samo zaupamo, da bo vse v redu. Zaupaj življenju, ne, to je tisto. Zaupaj, mogoče mene je rešilo to, ne, da sem jaz nekako verjela, da je v mojem sinu tudi veliko dobrega noter, da ima dušo lepo, ampak je moral iti po enih takih makadamskih poteh. Tako, čez nekaj preizkušnje. Preizkušnje, morda tudi zato, da sem jaz delala na sebi, ne. Morda tudi zato, da je on preizkusil sam in je videl, da to ni najboljše. Ampak, če ne bi verjela vanga pa vase, ne vem, če bi zdržala, bilo je toliko hudo. Ti veš, koliko je bilo. Veš, ne. Ampak včasih moramo toliko trpeti, da ego spusti, bom rekel, ne, da puf, vnapes se sesuje v prah in da se res lahko travma razreši, ne.
Ivanka, kaj pa družinska postavitev? Tudi ja, metoda razrešitve določenih vzorcev tudi lahko pomaga, Vesna, ali bo posnetek, ja. Vesna, ni problem čas in kraj delanja naloge, temveč kako je narejena. Merilo, kako je ta naloga upravljena, je njegovo. Samemu se zdi, da njegov izdelek ni dober in to pokaže z izbruhi jeze. Ja, to pomeni, da on pač nima ljubezni do sebe, verjetno težki vzorci od doma, ne, tako da ja. Ni dovolj dober, ne zna. Tukaj pač učitelj več kot toliko ne more, ne, lahko usmeri, lahko pač predlaga kakšno terapijo, pomoč v tem smislu in pa se pogovori s starši, recimo. Meni je prišel Karl Gržan, ki je rekel, vsak otrok ali pa vsak človek ima svoj koktejl njemu danih inteligenc. In on je sigurno nadarjen in dajmo tisto, ki je pa za kaj drugega, ne. Problem tega našega šolskega sistema je, ker ukaluplja ljudi, pa samo racionalno inteligenco bildajo, ne. Krepijo nič pa čustvene, nič pa duhovne, ne. Ja, glejte, zdaj tako, mi smo že presegli našo uro in bomo na hitro še to do konca, je še veliko. Ne, to je to, zdaj bi jaz se vprašala še nekaj, Dejana. Meni se tako kar zdaj porajajo stvari, škoda, ker nimamo časa, da bi še malo podaljšali. Saj, tisti, ki ne morejo več, lahko ne. A veš, Darwin, ki je rekel, ki je močnejši, bo zmagal, močnejši, boljši, se pravi tekmovalnost, nasilnost. Kaj pa povezovalnost in sodelovanje? Zdaj, v kaj bolj verjameš, v darvinizem ali v simbiozo? Ne verjamem, ja, dejansko tukaj zdaj je čas, da začnemo sodelovati, ne. In v bistvu John Karen govori prvi o adaptivnih mutacijah. To pomeni, da v bistvu mi prilagajamo svojo genetiko, epigenetiko, da pašemo okolje, v katerem mislimo, da živimo, ne. Zakaj? Ker percepcija je lahko pravilna ali pa napačna, ne. Tako da dejansko mi rabimo zdaj v tem časih se povezovati in zdaj je ta čas povezovanja, sodelovanja, ko dejansko skupaj lahko naredimo velike spremembe, ne. Ni več ona borba, boj, čeprav so nas tako programirali pa učili, ampak to dejansko ni resnica, ne. Naš epigenom se vedno prilagaja na vplive iz okolja, ne. Torej okolje je tisto, ki vpliva, kaj se bo, kot smo prej govorila, kateri geni se bodo aktivirali, kateri se bodo utišali in bo to sprožilo eno kaskado reakcij v telesih naših, a ne. Se pravi, lahko rečemo kmalu nasilju ne, hvala. Tako. In tudi sami postanemo blažji, sočutnejši, sprejemajoči, ker zdaj drugih itak ne moramo spreminjati, ne? Ne, samo sebe. Lahko pa spreminjamo odnos do drugih, a ne? Pa naše reakcije. Zdaj bi se pa počasi poslovili. Še zadnje vprašanje. Ali smo mi res svobodna bitja? Ja, dejansko mi smo, ne, če res smo na tem najglobljem nivoju povezani s seboj, ja, mi smo svobodna bitja, imamo tudi svobodo izbire, kakorkoli, ne, kljub temu, da smo bili sprogramirani, da nimamo. Tako da jaz pravim vedno sreča izbira, zdravje izbira, dobri odnosi so izbira, če seveda na tem nekaj naredimo. Okay. Ni pa zdaj to, da bomo mi samo čakali, ne, da se bo nekaj zgodilo, brez da mi sebe aktivno damo v to vlogo, tako da ja, bo treba delati na sebi, aktivirati pač tisto energijo, ki je noter v nas, ta popolni potencial, delati na vzorcih, na obrambnih mehanizmih, da lahko res spremenimo svoje poglede na se, na svet, ker če to uspemo, potem lahko res zaživimo eno srečno, radostno, izpolnjujoče življenje, takšno, kot si ga v bistvu vsi zaslužimo živeti, ne. Tako da jaz verjamem, da je to možno in da postopno, ne, ko delamo take dogodke, ko ljudje poslušajo, se izobražujejo, da postopno mi spreminjamo, ne, ta družbeni ustroj, sisteme, a ne, in če bo to prišlo, ne, v čim večji, širši krog ljudi, bomo lahko postopno, ne, začeli delati velike spremembe, ne. Tako, zdaj naš čas se počasi izteka, najlepša hvala za pozornost. Pejte v gozd, pejte v naravo, peljte otroke tja, objemite jih, objemite svoje prijatelje, objemite svoje kolege, ker nikoli ne vemo, kdaj je zadnjič, ne? Ja, nikoli ne vemo, ja. Ta november je tak čas, a ne, malo škorpionski, pa... Ja, rabimo centa, ne, pa biti hvaležni za vse, kar imamo. Mogoče to, da gojijo to hvaležnost za vsak dan, ker se zjutraj zbudite,
Parkrat globoko vdihajte, hvala, da sem živa, ne, hvala, da imam oči, roke, noge, da lahko diham, delam, ne, da imam službo, ne vem, karkoli, ne. Izraste res to pristno hvaležnost za vse, kar imate dobrega. Ker šele, ko bomo iz srca hvaležni, potem bomo lahko še odprti še za kaj več, ne. Ja, tako da midva se zdaj v imenu Mladinske knjige, v imenu revije Moj planet in v imenu Dejana Jariča in v mojem imenu najlepše zahvaljujeva za vašo pozornost. Jaz se prej sploh nisem predstavila, ne vem, če veste, jaz sem Maja Bajžel, odgovorna urednica revije Moj planet, Tako. kar sem čisto pozabila povedati. Ta Moj V planet, glavnem ja. to itak poznate, a ne. Imejte se radi, imejte radi svoje bližnje in učimo se, no, vsak dan. Tako. Vse je vredno, ne, kar gre na boljš, tudi če gre počas, se splača, no. Ja, se še zahvaljujejo, hvala vsem za lepe besede, a ne. Ja. Tako da super, evo, hvala za lepo predavanje, z veseljem poslušala. Ja, mogoče boste slišali, pa s ponovnim poslušanjem še kaj več, ker To je to. Večkrat treba poslušati, Dejan dosti hitro govori in veliko pove tudi, ko je treba mogoče dvakrat, trikrat. Ja, večkrat poslušati. Ogromen meditacij je brezplačnih, na YouTubeu, pogovorov. Tako, na Facebooku tudi, oddaje Prebujeno srce, lahko gledajo na YouTubeu. Zdaj zimski dnevi so kot nalašč za to. Tako. Hvala res vsem. Hvala, uživajte. Se vidimo. Se vidimo, ko se zagledamo naslednjič. Naslednjič, ja.